Pozdravljeni, sem Davorina Petek, zdravnica družinske medicine in profesorica na Fakulteti za družinsko medicino v Ljubljani. V letošnjem letu so bili pred nami podobni izzivi kot že v preteklih letih. Prvo, o katerih se tudi največ govori, je bilo pomanjkanje kadra oziroma pomanjkanje zdravnikov družinske medicine, in upam, da se tega lotevamo ne samo mi sami, ampak tudi širša družbena skupnost, ki vedno bolj prepoznava, da nas potrebuje in da je naše delo tisti temelj zdravstvenega sistema, na katerem potem slonijo tudi druge sekundarne, terciarne dejavnosti. Predvsem smo letos z veseljem ugotovili, da imamo spet eno pošteno, veliko skupino specializantov, ki so začeli specializacijo v letošnjem letu. Pred leti smo vedno imeli skupine okrog 30 specializantov, potem je to število padlo na 15, pa na 17, so bile take komorne skupine. No, in letos je spet ena taka konkretna skupina, kjer se mnenja krešejo, kjer je prisotna ena kritičnost in pozitivnost, in tega smo izredno veseli. Še vedno pa apeliramo na skupnost, na državo, da pomaga pri tem, da stimulira zdravnike, ki si želijo ali pa ki razmišljajo o specializaciji družinske medicine, da jih stimulira z primerno finančno stimulacijo njihovega dela in potem seveda tudi z urejenim delom, z možnostjo, da delajo kvalitetno in da razvijajo svoje področje družinske medicine in svoje interese v okviru tega, to, kar si v resnici naši specializanti zelo želijo. Stvar, o kateri se je veliko govorilo, je tudi potem dostopnost. To je zelo povezano z številom družinskih zdravnikov. Res je, da tisti, ki imamo svojo opredeljeno populacijo, pa mislim, da smo kar precej dobro dostopni. To nam kažejo tudi določene raziskave, ki so se v lanskem letu končale, kjer so ljudje, ki so jih vprašali, to so bili neodvisni raziskovalci, ne sam zdravnik, da bi spraševal svoje paciente, ampak ljudje so povedali, da so z dostopnostjo in z hitrostjo, s katero pridejo do obravnave, zadovoljni. Seveda pa, če gledamo dostopnost v smislu tega, da ni izbranega družinskega zdravnika, da nimajo te možnosti, je pa to problem, ki ga je potrebno načeti z ustreznimi ukrepi, ki naj ne bodo samo discipliniranje družinskih zdravnikov, zahteve po določenih spremembah dela, ki prihajajo popolnoma recimo lahko iz administrativnih področij. Tega se je potrebno lotevati z ustrezno stimulacijo. Potem naslednja stvar, ki bi jo omenila, je pa digitalizacija, ki je pri nas tako lepo počasi, gre počasi, tako da dokaj zaostajamo za marsikatero drugo državo. Se dogaja, se razvija, mi smo optimistični, digitalizacija mora pomagati k temu, da so podatki varni in da lahko mi enostavneje obravnavamo paciente, da imamo programe, ki so temu prilagojeni, in da je seveda digitalizacija v celotnem zdravstvenem procesu, ne samo na enem nivoju brez povezave z drugim. Tudi to si močno želimo in potem imamo svoje lastne želje tudi, kako bo umetna inteligenca se vključila in nam pomagala z reševanjem različnih enostavnejših problemov, da bi tu bil nek bolj avtomatizem in da bi tudi recimo kakšne edukativne intervencije oziroma informiranje pacientov potekalo tudi s to pomočjo. Naslednje, kar bi pa še omenila, je pa mogoče timsko delo. Mi smo izjemno odvisni od tega, da delamo v timu, da imamo medicinske sestre, ki so ustrezne, srednje in tudi vedno bolj si želimo večji delež diplomirane medicinske sestre. To je država nekako prepoznala, vendar še ne z načinom, ki bi nam bil ustrezen.
Je pa to ena od možnosti tudi, da se pač ta dostopnost poveča, ki še nikakor ni izkoriščena. To, s čim sem se pa jaz ukvarjala v tem letu, moram reči, da sem zelo zadovoljna, ker sem veliko novega spoznanja in recimo tudi profesionalnih načinov dela pridobila iz sodelovanja v različnih raziskavah in bi posebej omenila to, kar sem prav danes zaključila, to je pa udeležba v eni delavnici o preprečevanju uroinfektov v domovih starejših občanov, torej pri najbolj ranljivi populaciji in pa kako izboljšati racionalno rabo antibiotikov prav pri tej ranljivi populaciji. Tako da tudi ta raziskovalni del družinske medicine se izjemno lepo razvija, prav tako pedagoški, tukaj smo zelo napredovali, zelo se je povečalo število članov katedre in mislim, da je to tudi eden od uspešnih razvojev, ki so bili zastavljeni že lansko leto, pa se nadaljujejo v letošnjem letu. In s tem bom zaključila. Želim nam vsem, torej zdravnikom, nam želim, da bi kljub včasih zelo težkim situacijam zadržali to strast in veselje do dela s pacienti in do dela v svojem poklicu, tudi v naslednjem letu, da bi imeli razumevanje za probleme, ki jih navajamo in da bi imeli uho, ki nas sliši in ki bi pomagalo te probleme reševati. In potem nam želim vsem, tudi nam, zelo veliko zdravja, ker zdravje je tista vrednota, na katerem vse stoji, vse naše delovanje in dobrega počutja, tako v službi kot to, da bi tudi znali imeti ravnovesje med preživljanjem časa v družini, svojimi hobiji, ki jih ne smemo pozabiti ali jih moramo vsaj obnoviti, in pa potem tistega službe oziroma profesionalnega dela, ki nam je tudi v zadovoljstvo, da bi bilo takšno ravnotežje, ki bi nam omogočalo, da mirno spimo in da zadosti spimo in da smo zadovoljni.